Silvestrska kronika na Radio City. Poslušajte kroniko leta na Radio City, z vami sem vaš voditelj Bor Grajner. Znova je čas za prispevek našega reporterja Milana. Milan, izvoli. Ja, Bor, pozdravljen, tu je nova zgodba, ki je zaznamovala leto, ki se danes izteka, in sicer verjetno se še spomnite, ko so na domove začeli prihajati informativni izračuni Gursa za novi nepremičninski davek, ki je potem tako ali tako padel. No, to je dvignilo veliko prahu, tudi med dvema sosedoma, gospoda Kajbič in Ferlič sta to, ki sem jo na Silvestrovo tudi obiskal in sta bila tako prijazna, da sta stopila ven pri svojih domovih. Lepo zdrav, gospoda Kajbič, Ferlič. Kar nekaj hude krvi, se spomnim, je tudi med vama ta novi zakon oziroma informativni izračun prinesel. Ne, pa nekaj srat, tak pa ne, to pa ne. Ne, kaj pa, bil malo živčen takrat, vse se spomniš, že kak je bilo to, on je dobil malo več davka, pa kao mama iste hiše, ne. To je, že to ga je razkurlo malo, ne. Dodatno pa ga pol še vse razkurlo, ker je njegova mati, stara gospa, že 2 dni praktično šotorila na Gursu, takrat, ko je bila taka gužva, ne, ker je dobila neki izračun za to lopo tam, če se obrneš od zade, viš. Ja, vidim, ja. No, to je dobila, da je 3 etaže, pa ne vem koliko kvadratov, pa kaki davek treba plačati, čeprav to vse skup ne verjamem, ne. Ki ti moraš vedeti, da ko runo tato dvigne, pa spusti na toti strani, si je na oni strani moker, ne. Taka lopa je to. Samo on je rajši mamo poslal v ogen, ne, kot da bi sam tam stal v mati, pa tudi ga ni drago prišlo. Na dan 2 doručka liter mleka je ruknila tam in to je bilo to, ne. Drugač pa ne, hude krvi res ni bilo. Tako sem rekel, tu če pogledaš, bajte na zunaj, ker nekak si podobne, samo not pa bok ne daj, ne. Tak videla smo v moji mamo čakal, ne, ker se v njegovi tak, ne. Ja, kaj zdaj? O, gospod Kajbič, lepo zdrav, ja. Kaj je razlaga? Ne, samo sem glih, pa to, da to ti dave, veš, da kratko je bilo tako sranje, ko je bilo. Ja, pa zdaj bomo pozabili. Ja, ne, pa... Imamo iste hiše. Ja, se pravim, na zunaj so kao podobne, samo pač not pa je valjda drugače, ful, ne, ampak dobro. Kaj je drugače? Ja, se pa da vedela, smo v moji vajti za novo leto, ne, za razlogom, ne. Se pa te sam veš, k tebi prideš trezen, pa greš fajchten vun. Ja, kdo te sili, da mi 3 litre vina spoželi? Ne to, ker imaš vuka v stenah. Vlago imaš, ti pravim. Kako vlago? Ja, tako, ko če marico probaš, bi vejo dolic spode. Ferlič, pa kaj ti si blesel? Pa ne ošti neho. Načrt si mi vkrav, zdaj pa to govoriš. Pa načrt ti mali otrok, zreže, material je važen. Material je cigla, avstrijski Wurzelbaum. Tako sem vam že zadnjič rekel. Ja, dobro. Pa to da je nekdo nasral, kaki Wurzelbaum. Bor, kot slišiš, še vedno, zgodbe so še vedno vroče. Do naslednje zgodbe, lepo zdrav z terena. Tebi smrdi not, Ferlič. Z vode. Silvestrska kronika na Radio City. Vi poslušate kroniko leta na Radio City, z vami sem vaš voditelj Bor Grajner in Milan. Selimo se tako k tebi, kakšno je stanje? Ja, Bor, lepo zdrav, ta trenutek sem v Mariboru na taboru, novi zgodbi, ki je zaznamovala leto 2014 v tej naši nocojšnji kroniki, in sicer Maribor je postal prvo mesto z romsko restauracijo, zdaj že legendarna Romanika Fenava, kjer je tudi Silvestrovo, in ob meni je gospod Štef, gonilna sila tega projekta. Gospod Štef, najprej seveda dober večer, vidim, da je vse pripravljeno na Silvestrovo. Ja, dober večer, no, mislim, pripravljeno, zabava že je v polnem teku, ne, se vidi. Začelo se je z kar nekaj komplikacijami, tudi protesti teh stanovalcev tu okoli, kako ste rešili to? Ja, pa ne, rešili z lahkoto, malo so bili nezaupljeni na začetku, ampak vi morate vedeti, to smo vse poglihali, večina teh ljudi je zdaj naših rednih gostov. Morate vedeti, so bile tudi stvari, ko so nas recimo fajna smejali, razni napisi, recimo daj nam like, pa ti vrnemo bajk, ne. Ob tem smo se vsi zaposleni tu v Romanika Fenava izredno nasmejali. Morate vedeti, da najpogumnejši ti naši gosti tudi z kolesom pridejo sem. Kakšne težave s kadrom, ki ste jih na začetku? Ne, ni, vse štima, vse smo uredili. Ja, zakaj pa imate predpasnik gor, vi, Štef? Ja, delam danes, kelnarim. A res, to imate kaj pač posebno na Silvestrovo? Ne, vedaj, zdaj je to okrog Božiča, bilo je zelo naporno, pač rabijo počitek, ne. Zdaj jaz računam, da še kaki bo prišel, ne, če pa ne, pa tudi, mislim, ni problema, vse obvladam, jaz, gre mi kar dobro, no. Ja, kaj pa šef Fatko morda? Ja, on pa je v kuhni. Kak v kuhni? Ja, kuha, ne. Mislim, hrano pripravlja. Tudi to je kaj posebnega? Ja, ne, tudi kuhara ni, ne. Mislim, počiva tudi kuhar, ne, ampak tudi mu gre, ne.
Kaj ga lahko malo pozdravim? Ja, seveda, kar stopite. Ja, dobro. Zdaj stopil do gospoda Fatkota. Aha, tu v kuhinji vidi gospod Fatko, dober večer. Dober večer, Milan, dober večer. Jaz bi zdaj izkoristil to za mikrofon, da bi zahvalil okoliški ljudi, ker so prijazni in ker so sprejeli. Iztaknil bi tudi, da nimamo en problem več, ni. To zdaj vse štima in da delamo s plusom. Vi pa v kuhinji, torej na ta večer. Kaj pa pripravljate dobrega? To je ena romska specialnost. Bi rekel, to je, ko v ta veliki lonac vržeš pač vse, kaj imaš v kuhinji. In to je naša jed, vse. Ja, to je to, kaj pa zraven še, mislim? To je silvestrsko, ja. Pa kruh, pa rama. Tradicionalno romsko. Pa kralji iz Tetova muzika. To je se, imam še 6 mesta, če Bog do rabi, ne? Ja, hvala lepa, Fatko. Ajde, Štef, nositi. Dobro, Bor, to je bilo to. Se slišimo ponovno ob naslednji zgodbi, ki je zaznamovala leto, ki se izteka. Silvestrska kronika na Radiu City. Poslušajte kroniko leta na Radio City, zame sem vaš voditelj Bor Grajner. Selimo se na teren. Z nami na zvezi še vedno reporter Milan v objemu hladne zime. Poročaj. Ja, Bor, pozdravljen še vedno na terenu, na Silvestrovo. Kot veš, je leto 2014 zaznamovala tudi ena posebna akcija ali pa ena posebna novost v slovenski policiji, in sicer testirali so tako imenovanega e-policista, ko so določene patrulje, testne patrulje dobile te androidne tablice in so na tak način izvajali delo, pisali račune, opisovali prekrškarje in tako naprej. Zato sem pristopil tukaj k eni patrulji, ki opravlja svoje delo. Dober večer. Reporter Milan, pozdravljeni, vidim, da ste tudi na Silvestrovo v polnem pogonu. Ja, Jože. Pozdravljeni, gospod Jože, torej... Prometna policija. Ja, prišel sem vprašati... Moramo delati, nekdo mora biti dežuren. Sicer ni najboljše, ampak kaj čemo, ne? Ja. Je mirno, mogoče samo to? Zdaj zdaj bomo malo začeli s kontrolo prometa. Vemo, da pijani ne smemo za volan, ne? In pač... Ja, to je ta. No, jaz sem prišel vprašati eno drugo stvar. Že v aprilu, recimo, ste začeli testirati tako imenovanega e-policista oziroma delati za tablico, ne? Za tablico, to androidno, mislim, računalniško. Androidno? Tablični računalnik ste dobili, ne? A to, ko nima črk, misliš? To... Brez tipkovnice, ja, samo... Ja, to, ja, sveda, ja, veš da. Slavc ima not, ja, tablico, ne? Se sem videl, ko sem mimo prišel. Ja, to je pač vedno tako, da dva sta zdaj, recimo, jaz meni to najbolj ne gre, ampak en od dveh mora to vladati, ne, tako da on spremlja to zakone, če se kaj menjalo, zdaj kaj smo dežurna, kaj veš, kako se dan zakoni menjavajo, da ne moraš verjeti, se rdeče požge, pa novi zakon on skoči, pa polko koga vstajamo, kar vnese, pa tam zgleda, ne vem, kak je to povezava, kar hop. Tudi je že napihal ono, da imamo vse naredimo več prek tudi zveze kontrolirati, vse se gori spiše, ne, moč verjeti. Ta pol pa tudi kazen napišemo. Bilo je tudi nekaj problemov, druga ena patrulja je dala tudi prekrškarjem za podpisati, pa on je rekel, hvala lepa, pa tablico vzel, pa zginil v temu, tako da 2 tablic nimamo. Na eno pa je klaneček stopil v garaži, da tiste tudi nimamo, ker se ne vidi. Dobro. 3 tablic, mislim, ampak ni slabo, ne? Ja, ampak vaš kolega, sem videl, ni izgledal ravno kot da dela, bolj izgleda kot da nek film gleda. Ja, pa gledaj, veš kaj, to je zdaj stres, ti moč vedeti, danes je Silvestrovo, dva, že pekli smo imela, še uši pekla čaka, zdaj on je na toplem, bolj se mi menjamo, pa gleda neki film, tudi poljudno znanstveni o živali, ne, morske pese, da se malo pomiri, veš kaj ti hočem reči, ker to tudi imamo mi v opis deli nalog, ne, če si živčen, ne zdaj vstreliti 3, ampak idi, prižgi se tablico, pa se lepo pomiri, ne, zato je to tudi. Ne vem, kdaj imajo morski psi mrežaste nogavice, pa vzdihujejo. Ne, nekaj moč vedeti. Minus je, ne. Štumfa gor, štumfa dol, razumeš? Bolj toplo ti je, ne. Joža, daj pridite, lepo te prosim pogledati, kaj to ti 20 minut že dela, pa to ne može. Slavc, kaj ne vidiš, Slavc? Servus. Ja, dobro večer. Ja, mislim, dobro večer. Ja, tu sem, da sprašujemo za tega e-policista, ne? Aha, to ja. No, veš zdaj, mislim, bolničke, prije po novem letu. Ne, za te tablice sprašujemo.
Tablice pa, če me nekaj tako so prevelike, to tak, že bi kdaj mogli menjati. Nekaj manjše, da ko bo to manjše prišlo, bomo mi to postrili nadzor, delamo ja na tem. Ja, mislim sem na to, kar imate v roki, vi. No, Joža, kaj si mu kaj meni govoril? Dobro, no, dajte sladc, pa Ja, ni to. hvala lepa. Dajte, no, Lepo delate. delo, ja. Tako, Bor, no, kot si slišal, se stvar še vedno uporablja, se slišimo ponovno ob naslednji zgodbi.